Lepo pozdravljeni. Danes smo pa mi na obisku pri Toniju Aloarju Ivanšku, katerega smo pred kratkim obdarili z rokovnikom v ritmu narave za leto 2019. In smo ga prišli za začetek najprej vprašati, kako se ti zdi rokovnik. Ja, meni je super, živijo, pozdravljeni. No. Še v mojem imenu, meni se rokovnik zdi fantastičen. No. Nekaj časa sicer ga že res imam, ampak ko mi čakam 21. decembra letošnje leto, da ga lahko začnem uporabljati, ker mi je najbolj všeč mi je to, da so noter lunine mene. To. Zaradi tega, ker se mi zdi, da življenje zelo hitro in pozabiš, ne? In potem sem naenkrat luno zagledaš nad sabo, recimo, ne? Ali pa je nikjer ni. In to mi je nekako najbolj, no. Pa te citati, to mi je... No, to me zanima, ker to je bila tudi ideja, da ko začneš teden, da imaš nekaj navdihujočega, da greš s to energijo. In mislim, jaz sem že tako, v bistvu ga uporabljam že na ta način, recimo, da ga... Odpreš na ključno. Čist na ključno, recimo, ne. Vsak posameznik v vašem življenju je vaš zaveznik. Spoznajte to, začutite to in blagodejno boste vplivali nase in na vse ljudi, ki vam pridejo naproti. Nataša Martinčiča. Ne, zakaj se Buda sme? Recimo, to je en tak citat, ki lahko v njem razmišljaš biš cel dan. Ali pa cel teden. Ali pa cel teden, ne? Ali se pa večkrat vračaš na njega. Ne? In zato mi je zelo všeč. No? Pa še fino je zaradi, recimo, prazna luna v Merkurju, recimo, bo 1. avgusta, recimo. Aha, da tudi nebesno znam, mislim, da tudi planet, recimo, vključiš noter, ne. Merkur, aha, je taka pa taka energija, hitro se vrti, blizu sonca je, aha, bo pa mogoče malo približno veš, kakšne energije se bojo dogajale. Ja. Zaradi tega je fajn, ker se pa lahko majčkeno tudi pripraviš na to, kar sledi in se bolj povezuješ zavestno z naravo. Ne? Točno tako. Pa se mi zdi, da veliko ljudi zadnje čase tudi tako svoje dejavnosti, ki jih ima, recimo marsikdo po luni naštima ali pa po nekih ciklih, ki so v naravi, recimo, ne? Ker pol tudi optimalno to deluje narava na nas, da smo v top performancu ali da res izvedemo, speljemo nekaj tako, no. Pa to sidranje v cikličnosti, ne? V povezavi z naravo, to je smisel, ne? To je fino. Pa všeč mi je, ka mislim gre v žep, no, ker je mali. Je priročen. Ja, res je priročen, no. Super, no, naj ti služi, no. Hvala, Primus, no. Ok, gremo naprej. Dejstvo je, da smo v istih krajih živimo, ne, in da te jaz že kar nekaj časa spremljam tudi prek Facebooka in se mi zdiš res čudovit in sem prav vesela, da smo te izbrali za nagrajence, da smo se tudi v živo spoznala, ker se tako poznava, ne, prek teh socialnih omrežij. Tako da v bistvu bi izkoristila priložnost še to, da te vprašam, oziroma da poveš našim sledilcem, kaj pravzaprav še ti počneš, ker jaz sem opazila vmes, ko si kaj objavljal, da si tudi povezoval svojo dejavnost z našo knjigo, Alkimija glasu, ki je res meni zelo ljuba. In sem tudi bila res vesela, da končno nekdo v bistvu tudi nekdo pač deluje in povezuje stvari s to knjigo. No? In bi te prosila, če lahko poveš, s čem se ukvarjaš in kakšna povezava je s knjigo. Jaz sem umetnik in moj navdih, vir navdiha je narava, je duhovnost, tudi religije, filozofija. In sem v bistvu, recimo zadnjih 10 let svojega življenja iskal nek način, kako bi sebe izrazil, da bi jaz mogoče malo bolj svet razumel. In v tej knjigi sem res našel zbrano čisto vse, kar sem tako po drobcih se sam dotikal kje. Recimo, ali kakšna tehnika, ali kak zvok, ki recimo, ne vem, sam besedna zveza, ki je zelo, zelo močna v ponavljanju, pa tako. Tukaj noter v tej knjigi je tudi zelo fajn opisana lastna nota, kaj je to, na kak način je to, kako jo najdemo. In meni osebno je ta knjiga pomagala, da sem našel svoj glas, res dejanski, resničen glas, da sem lahko odprl neke stvari, da lahko pojem neke stvari, ki jih do zdaj mogoče nisem mogel. In ta knjiga mi je res pomagala tudi pri temu, da sem v bistvu povezal te vibracije, recimo tega osebne note, povezal nekako z vibracijo aure, z vibracijo čakre, recimo. In je tudi v te knjige zelo, zelo lepo zbrano to. No. In ko sem jaz našel in začel gledati in pregledovati in v bistvu, ko sem potem začel tehnike iz knjige delati, se mi zdi, da je to res alfa in omega petja. No.
sploh petja, ki ni pod prisilo, petje, ki ima eno višjo vibracijo v sebi. Zdravilno petje. Zdravilno petje, tako. Torej, ti se v bistvu na nek način ukvarjal si se z raznimi oblikami zvočnih terapij, a ne? To pa tudi, no, in vse v holističnem zvoku, jaz sem se, v bistvu kar 4 leta sem hodil na izobraževanje k Donu Conroyu, on je svetovni oče gonga. No, in tu pri Donu Conroyu sem res videl pri njemu eno širino in nam je tudi dal. In je recimo ko sem šel skozi ta izobraževanja, igranja gongov, himalajski pojoči posod, ko sem to združil nekako preko joge, da sem v bistvu zvok začutil v telesu, sem videl, da mene pa mogoče čakajo ene druge stvari. No. In jaz sem od nekdaj tudi iz take družine prihajam, kjer smo sami pevci, kjer recimo, ne vem, če smo 4 na kupu, bo 4 glasje ratalo, recimo iz vsakega nekega petja ali pa nekaj, no. In mi je ta glas in eden izmed stebrov biti gong mojster je tudi razvoj svojega lastnega glasu. Ker ko razvijaš svoj lasten glas, svoj lasten izraz, v bistvu povezuješ svojo podzavest z tistim nadzavestnim. In v bistvu telo sem potem rata en tak kanal, po katerem mi sporočamo tisto, kar v sebi čutimo. Tako da v bistvu zdaj je to področje tvojega delovanja predvsem povezava z glasom. Ja. In sem pa delal zvočne terapije, zvočne koncerte, sodelujem tudi z različnimi gong mojstri slovenskimi, umetniki tudi drugimi in tako. Zdaj boš tudi založbo Primus? Založbo Primus, fantastično, no, sem res vesel. In sem jaz sebe osebno nekako najbolj v glasu začutil, da lahko tukaj nekako dam svetu največ, no, skozi to svoje razumevanje, ki ga imam. No. In sem pač v tej knjigi našel dejansko, ko bi jo jaz napisal, no, tako se počutim. Dejansko sem tukaj noter našel vse, kar bi jaz rad ljudem o glasu, o telesu povedal. No, tako. No, vsekakor se bo tole sodelovanje razvijalo, tako da v bistvu bomo tudi že delamo neke plane za nek festival naslednje leto, za festival zdravja. Tako da vabimo v bistvu vse sledilce, da spremljajo. Tonja, kje te lahko najdemo, Tonja, povej? Trenutno me najlažje najdete, če na Facebook vpišete Tonja Aloar Ivanšek. Sicer imam oseben profil, ampak me lahko dodate za prijatelja in tako. In čez dalje več pa objavljam tudi na YouTubu. Jaz delam take kratke meditativne zvočne stvaritve, v bistvu, ki je res odlično. Skaj sem čisto navdušena. Ki so res tako kratke in meni je zelo pomembno, da ljudi začutijo naravo skozi zvok. In zaradi tega tudi veliko v naravi delam, ne glede na temperaturo, ali je dež, ali je sneg, ali je sonce, ali so oblaki, ker nam tudi narava sama z vremenom, s temperaturo marsikaj sporoči o nas samih. Ne. No in tukaj take kratke videe, pesmice delam tako, no, malo za posladkatce. Jaz si to tako predstavljam, da recimo ljudi, ne vem, dopoldne nek v službi, recimo hitro odpre telefon, pač ko smo vsi malo odvisni od tega scrollanja. In je fajn, da človek naleti nemogoče na kako novico, v bistvu brezvezno, politično obarvano, ampak da najdeš eno novico, ki te poboža. Tako, ko zvok poneguje. Drugače pa ti imaš tudi delavnice, tako, delavnice so pa, tako, tudi pri delavnicah veliko ljudi pride k meni 1 na 1. Mogoče je to celo lažje, ker človek veliko več na sebi naredi, recimo, ker recimo enega človeka bolj zanima energijski vpliv, enega človeka bolj zanima sam izraz, pa mogoče malo bolj anatomija, fiziologija samega pevskega aparata, recimo. Pa lahko pol tudi jaz prilagodim stvari človeku. Skupinske delavnice so pa vedno tako splošne in več ali manj na skupinskih delavnicah osvojimo tole mojstrsko kodo, v kateri jaz tudi dosti pišem. In to so v bistvu zvoki A, E, I, O, U. Je v bistvu 5 glavnih zvokov, 5 glavnih na nek način sestavin našega telesa. To tudi se upada s pentatonsko lestvico, ki je v bistvu lestvica naših prednikov, ameriških indijancev tudi recimo.
se je v bistvu izvorno se je glasba oblikovala okoli 5 tonov. No. Tako. Pa iz toga, recimo to lahko povežemo tudi s pentagramom, s 5 elementi. Na delavnicah pol tudi se sveto geometrijo igramo, recimo, da pojemo, recimo O je zvok za trebuh, za pleksus, recimo, ali pa U za noge, medenico, recimo, pa ob petju črke U, recimo, pred sabo še med tem vizualiziramo recimo kocko. Recimo prav kocko, kak se vrti pred nami. Ker je pa kocka po sveti geometriji sovpada pa ravno s tem našim prizemljitvenim delom in tudi kocka, kakorkoli jo postaviš, ona stoji. Ne? Recimo in potem naprej gor po sistemu. Ne? Ja, jaz komi čakam, no. Tako da ne vsega razkrita, ne, prite. Jaz sem tako res na kratko, no. Kratko pa je drnato povedal. Super, no jaz se res veselim. Mi bomo tudi na našem profilu zagotovo delili povezave s tabo, dogodke, delavnice, karkoli boš imel, a ne. In se veselim vseh skupnih dogodivščin. Želim ti pa ful uspeha na vseh področjih, da se nam razvija še naprej sebi in za nas. Enako, tudi jaz sem zelo vesel, da se v bistvu, ker Brežice veljajo za majhen kraj, ampak nas je res ogromno čudovitih ljudi, ki delamo vsak svoje stvari. In jaz sem pa tebe tako začutil, pa v bistvu vse vas, da ste tako eni taki povezovalci vsega skupaj. No? In je fajn, da imamo eno tako čudovito založbo tudi pri nas. No? Super, hvala. Hvala vam. No? Hvala tudi vam in se vidimo kmalu. Čau.